Spoštovane, spoštovani, prav lep dober dan in dobrodošli na Slovenski matici. Na naši novi novinarski konferenci, ki je posvečena knjigam, ki so v glavnem nastajale v preteklem letu, v letu 2025, pa vendarle so izšle zdajle, torej nedavno ali pa že v letu 2026 z letnico 2025. Ob tem seveda toplo pozdravljam vse današnje sogovornike. Vesela sem, da se nam je pridružil tudi bivši predsednik Slovenske matice, dr. Aleš Gabrič, ki ga vabim tukaj sem v prvo vrsto, da se nam pridruži. In želela bi, da mu seveda za njegov dvakratni mandat, torej 8-letni mandat, izrečemo zahvalo z enim aplavzom. Torej, kot ste bili že obveščeni, je imela Slovenska matica 20. aprila volitve in se izvolila novo vodstvo, pa vendarle so te knjige še rezultat dela preteklega vodstva, tudi seveda intenzivnega uredniškega dela dr. Aleša Gabriča z zbirko Odstiranje, ki jo bomo prav tako predstavljali danes. Ker pa je običaj na Slovenski matici, da najprej predstavimo nekako izvirna avtorska dela, bi seveda zdaj predala besedo najprej profesorju dr. Dimitriju Ruplu. Namreč že v okviru programa Javne agencije za knjigo za leto 2026 je izšla njegova knjiga Dobri nameni. Knjiga je posvečena avtorjevi 80-letnici, razdeljena je nekako v 4 knjige, predvsem pa potem seveda tudi sklepni dodatek z naslovom Lustracija ali sprava. Te knjige pričujejo o nekakšni življenjski poti, predvsem pa seveda poti naše države Slovenije v samostojnost in tudi v njeno življenje po razglasitvi samostojne Republike Slovenije. Avtor je pri Slovenski matici doslej izdal že 3 svoja dela, torej Slovenija na svetovnem prizorišču, Železo in žamet in Podobe iz resničnosti. To je 4. knjiga, ki jo je dr. Dimitrij Rupl zaupal Slovenski matici in počaščeni smo, da smo z njo v okviru Slavnostne akademije 7. aprila tudi počastili jubilej. Zdaj pa je prav, da to knjigo predstavimo tudi novinarjem in da seveda doživi širši odmev v prostoru čez mejo. Ga je že doživela, knjigo smo nedavno, torej 4. maja, predstavljali tudi v Trstu. Zdaj pa vabim k besedi profesorja dr. Dimitrija Rupla, da seveda pove, kako je knjiga nastajala, zakaj odločitev, da prav s to knjigo obeležite svoj 80-letni jubilej. Izvolite. Hvala lepa, gospa Frank Ljača, dr. Frank Ljača. Jaz pa prav danes nimam povedati kaj zelo novega, česar nisem že kdaj napisal ali kdaj izrekel, pa vendarle bom poskušal biti, koliko se da, ob tem, da bom relativno kratek, bom poskušal biti, koliko je mogoče, kaj ne rečem, zanimiv. Zame je bil, govoril bom o prelomnih časih. Zame je bil najbolj prelomni čas,
med letoma 1987 in 2008. Ne spomnim, da je to bil čas velikega poloma komunizma, konec Jugoslavije, konec Sovjetske zveze, hladne vojne, čas slovenskega osamosvajanja, dosežkov slovenske velike generacije, vstopa v Evropsko unijo in NATO. V knjigi Dobri nameni posvečam temu času precej prostora. Vendarle, seveda, bi se najbrž, če imam že besedo, težko izognil nekaterim prelomnim dogodkom ali pa pomembnim dogodkom, ki spadajo v nek nov prelomni čas, ne da bi se dotaknil vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom, Ukrajino in Rusijo. Tudi danes, oziroma letos, je prelomni čas. Zanimivo je to, da so glavni igralci na svetovnem prizorišču približno isti, kot so bili pred 20 leti. Isti pa so bili tudi okrog leta 1980, s tem, da je bila za nas odločilnega pomena Titova smrt. Za druge ne tako zelo. Na glavnem diplomatskem prizorišču so se že takrat znašli Američani, Rusi oziroma Sovjeti ali Rusi, Kitajci in Iranci. Leta 1987 je prišlo do pomembnega sporazuma. Malo kdo se tega spomni, do pomembnega sporazuma med Egiptom in Izraelom v Camp Davidu. Februarja 1979 se je v Iran vrnil Homeini, 1979. To leto se je iztekalo predzadnje leto Carterjevega predsedovanja in njegovega vodilnega diplomata Zbigniewa Brzezinskega. Torej, to leto se je začelo, pravzaprav, če damo v oklepajih Homeinija, z ameriško-kitajskimi prijaznostmi. In tudi pri tem smo najbrž nekaj pozabili, kajti v januarju je v Washington že drugič pripotoval tako liberalni kitajski voditelj Deng Xiaoping, ki pomeni en velik prelom v kitajski zgodovini. Ameriško-iranski spor je bil posledica zmešnjave v Teheranu in protislovne politike ameriške administracije. Šah, Reza Pahlavi, je bolehal, zelo resno. Američani so v začetku naivno verjeli, da je mogoče narediti koalicijo med šahovimi ljudmi in opozicijo, ki jo je takrat zaenkrat tujini predstavljal ajatola Homeini. Brzezinski sam pravi, da so Homeinija imeli za nekakšnega Gandija. Takrat v ZDA niso dobro razlikovali med suniti in šiiti, prav tako niso slutili, da se pripravlja teokratska revolucija. No, kakorkoli, junija 1979 sta Carter in Brežnev podpisala izredno pomemben vojaški sporazum, SALT II, torej sporazum o omejitvi raket srednjega dosega. Ta sporazum je bil zelo pomemben tudi za Evropo. Kaj pomeni srednji doseg za Rusijo in za Ameriko, si lahko mislimo. Priznam, da sem o mednarodnem dogajanju od protiimperialistične, tudi OF imenovane fronte in Narodnega sveta, ki je nastal leta 1941 pred protiimperialistično fronto in ga je vodil Marko Natlačen. Torej, o mednarodnem dogajanju od teh ustanovitev do vojne
njenih tragedij in povojnih strahov največ izvedel iz knjig. Moram reči, da sem največ izvedel iz knjig o Kozleku, o londonski vladi, kar je napisal Izidor Cankar, o Leninu, Stalinu, Titu, Mao Zedongu, Churchillu, Wilsonu. Woodrow Wilson je bil tisti, ki je avtor 14 točk, med katerimi je tudi pravica do samoodločbe, stvar, ki je za nas pomembna. Torej, Wilsonu, Kennedyju, Carterju in tako naprej. Torej, največ sem izvedel iz teh in dobro, še mnogih drugih knjig. Nekaj pa sem, ne glede na lastna doživetja, izvedel tudi od staršev in od drugih sorodnikov. O osamosvojitvi sem marsikaj napisal sam, največ pa sem se naučil iz dnevnikov udeležencev dogajanja. Med temi dnevniki so najvažnejši Kozlekovi, nato Cankarjevi, Pirjevčevi, mislim na Dušana Pirjevca, Kavčičevi, dnevnik Staneta Kavčiča. Marsikaj sem se v tem času naučil pri Igorju Omerzi, ki je napisal eno lepo število knjig o udbi in zahnovanju preko nasprotnikov komunističnega režima v povojnem času. Brez knjig, moral bi omeniti knjige Pezdirja, pa Dežmana, pa Puharjeve, zgodovine Grande, moral bi omeniti enciklopedijo osamosvojitve, moral bi omeniti knjige Janeza Janše. Torej, brez knjig marsičesa ne bi vedel. Brez branja in brez pričevanja o zgodovini in njenih prelomih ne bi imeli pojma. In s tem ta svoj prispevek današnji končujem. Hvala lepa. Hvala lepa za ta poudarek, zakaj pisati, neke vrste odgovor, zakaj izdajati knjige in zakaj je tudi vaša knjiga tako zelo pomembna. Pa vendarle mi dovolite še eno vprašanje. Veliko, pravite, ste se vi naučili iz knjig, tudi mi se učimo iz vaših knjig zelo veliko. Seveda ni zdaj na tem mestu časa, da bi lahko predstavili njeno celotno vsebino, niti to ni namen tega dogodka. Pa vendarle, knjigi ste dodali nekakšen dodatek, pripis, ilustracija ali sprava in morda je prav, da odgovorite, kaj pa se na to temo mi naučimo iz te vaše knjige. Sprava je pravzaprav neke sorte slovenski izum. Večinoma so vsi narodi, čeprav so bili sprti in razklani in tako naprej, dosegli svojo spravo, pomiritev. V Parizu obstaja, če se ne motim, nek trg, ki se ime Plaza Concorde, ali trg sprave. No, zdaj, jaz na tistem tako imenovanem spravnem dogodku julija 1990 nisem bil, pa ne zaradi tega, ker ne bi hotel biti, ampak zaradi tega, ker nisem mogel biti, ker sem bil takrat s predsednikom vlade v Združenih državah Amerike. Torej, obisk je bil napovedan prej. Tisto, kar je mene pri tistem tako enem spravnem dogodku motilo, je, da na njem ni sodeloval Demos, ampak da sta nastopala samo Milan Kučan in
nadškof Šuštar. Nadškof Šuštar je ravnal popolnoma v skladu s svojim položajem in časom in tako naprej. On je namreč naredil oziroma opravil pogreb domovrancev, tistih, ki so bili pobiti po vojni. Medtem ko je Milan Kučan imel pač nek politični govor, v katerem je veliko govora o spravi, vendar seveda si Pučnik in Kučan ob tisti priložnosti nista segla v roke, Pučnika sploh ni bilo, kar je seveda neka pomanjkljivost in o tej pomanjkljivosti tudi pišem mimogrede v tej svoji knjigi. Iz te pomanjkljivosti so potem, bi rekel, nastale druge pomanjkljivosti in težave, ki nas spremljajo vse do današnjega dne, se bojim, ko težko se izrazim, da ne bi naredil kakšno veliko diplomatsko napako. Danes so časi, ko nasprotnikom obstoječega še zaenkrat veljavnega režima niso dane enake pravice kot članom tega režima. Hočem reči, da imajo oporečniki, nasprotniki v teh časih, ki zdaj minevajo, se upam, da je tako, da imajo težko življenje, zelo težje življenje, kot bi ga sicer imeli v demokraciji. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Naj poudarim, da je knjiga, kot sem že omenila, išla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Hkrati je knjigo skrbno uredila, lektorirala in tudi korigirala urednica Tadeja Petrovčič-Jerina, ki je danes žal ni tukaj z nami, in ki je uredila že tudi predhodno knjigo, tako da sta z avtorjem, mislim, da zelo prijetno sodelovala in, kot vidimo, lahko tudi uspešno sodelovala. Tako da seveda veliko je bilo danes neizrečenega, veliko je ostalo nepovedanega o knjigi, ki prinaša znova in znova nove poglede na čas slovenskega osamosvajanja. Hvala doktorju Ruplu, da je knjigo umestil v nek širši zgodovinski in tudi duhovno-zgodovinski pomen knjig. Nenazadnje smo se zaradi knjig danes tukaj tudi zbrali. Zdaj pa bi prešli na pogovor o knjigi Izgubljena Ljubljana Milana Zdravka Kovača, diplomiranega arhitekta, ki je večino svojega življenja preživel v tujini, se svetovno uveljavil zlasti s projektom v Egiptu in tudi na Kitajskem. Vendarle pa je ta knjiga posvečena našim krajem, našim prostorom in naši urbani dediščini. Knjiga je posvečena Ljubljani, žal z že dokaj sporočilnim naslovom Izgubljena Ljubljana. Govori torej o tistih momentih naše kulturne dediščine, ki bi jo morali ohraniti, in tistih elementih, ki bi jih morali ohraniti, pa jih žal zaradi takih in drugačnih odločitev stroke, tudi vodstva Ljubljane in drugih odločevalcev, danes nimamo več, bodisi so ti prostori za zmeraj izgubljeni ali urbanistično vprašljivo obnovljeni in prenovljeni. Knjiga Izgubljena Ljubljana je
nastajala kar nekaj časa, več let. Milan Zdravko Kovač se je skupaj z Petrom Kerševanom, prav tako arhitektom, ki je k knjigi prispeval predvsem likovna dela oziroma skice, arhitekturne skice, ilustrativne ponazoritve obravnavane tematike. Torej oblikovala več kot desetletje. Bili smo prepričani, da bo na koncu v taki obliki tudi izšla, vendar se je zaradi smrti Petra Kerševana žal zapletlo, saj dediči niso dovolili objave in izdaje njegovih skic v knjigi, ki bi izšla pri Slovenski matici. Še več, čeprav sta oba arhitekta dobila tudi nagrado za kritiško pero, nikakor nismo mogli doseči, da bi lahko knjiga v taki obliki izšla. Zato je Slovenska matica zaprosila Javno agencijo za knjigo, da nam podaljša, torej izda nekakšno dovoljenje za pripravo knjige do konca marca 2026 in na tem mestu se seveda za to dovoljenje Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije iskreno zahvaljujemo. Mi pa smo morali potem v samo nekaj mesecih dobiti novega likovnega ustvarjalca, mladega likovnika Leva Okorna, ki je vskočil in, kot boste lahko videli, pripravil imenitne nove skice za to knjigo, da je lahko pravočasno izšla. Ob vsem tem pa je bilo potrebno zelo garaško in skrbno delo naše matičine urednice Zarike Snoj-Vrbovšek, ki je zaradi osebnih razlogov žal danes tukaj ni z nami, se bi lahko v knjigi tudi ona povedala kaj več. Tako da je zdaj pred vami ta monografija o urbanističnih, arhitekturnih zablodah Ljubljane. O čem se govori, pa bo povedal njen avtor Milan Zdravko Kovač. Spoštovani, jaz sem slab govornik, zato sem si tole napisal. Bom to prebral o knjigi. Knjiga Izgubljena Ljubljana je rezultat dela arhitektov Milana Zdravka Kovača in Petra Kerševana. V času, ko sem bil v Egiptu, decembra 2003, je Peter še vedno dopolnjeval risbe in knjiga je bila pripravljena za tisk. Peter je zavedno odšel januarja 2004, njegovi dediči pa niso dovolili 2024, ja. Njegovi dediči pa niso dovolili objave Petrovih slik in tako je nastala ta knjiga z novimi ilustracijami in dopolnjenim besedilom. Knjiga je zapis najinega 15-letnega dela, ki sva ga vedno podpisovala oba, saj je šlo za tesno sodelovanje Petrove velike ljubezni in znanja o Ljubljani ter moje izkušnje predvsem na področju varovanja kulturne dediščine v tujini, kar je moj poklic vse od leta 1979. Nihče od naju se ni nikoli ukvarjal s politiko. Najini predlogi so bili vedno le strokovna kritika zgrešenih odločitev. Kritika brez alternativnih predlogov ni kaj dosti vredna. Vedno smo opozarjala, da so najini predlogi le ena od mogočih rešitev in predlagala natečaje in primerov pomembnih odločitev, ki krojijo usodo našega mesta, slovenske prestolnice, daleč v prihodnost, predvsem ključnih problemov železniškega in cestnega prometa skozi Ljubljano. Tu gre predvsem za nova avtobusna terminala in železniški tovorni promet skozi center Ljubljane, ki se gradi brez državnega prostorskega načrta. Tega je obljubila ministrica Bratušek,
do konca leta 2025, a ga doslej nismo videli. Obljubila je dobro rešitev obvoznice za železniški tovorni promet in poglobitev tirov potniškega prometa, kar bi zvezalo severno in južno Ljubljano, a kaj, ko je do danes skoraj zaradi poteka gradenj in lastništva zemljišča nemogoče. Ključ temu, da se intenzivno gradi potniški center Ljubljana s predvidenimi 450 tovornimi vlaki skozi center Ljubljane, dolgoročna rešitev ni znana. Predlagala so južno in vzhodno obvoznico, kar pa molj ne zanima. V oddaji Tarča pred kratkim sem končno izvedel razlog. Zemljišča južno od avtoceste pripadajo družini Janković in prijateljem župana. Obvestilom ministrice Bratušek oporeka tudi naš podžupan, ki pravi, da bo tovorni promet potekal pod površjem središča Ljubljane, potniški železniški promet pa po površini, kar bo zahtevalo dodatno poglobitev podvoza na Dunajski cesti in Šmartinski cesti za kar 9 metrov in klančino od Dunajske ceste od Kozolca do Plave lagune. Ni jasno, ali bo povezava med severno in južno Ljubljano sploh možna. Železniški tiri s protihrupno zaščito pa bodo spremenili Ljubljano v 5 getov, ki se bo vsak razvijal socialno in urbanistično vsak zase. Z izdanim gradbenim dovoljenjem garaž pod tržnico se verjetno končuje 18-letna borba za ohranitev naše tržnice. Župan nas prepričuje, da gre samo za podobitev tržnice in ne za garaže. Že leta 2018 so izdelala projekt posodobitev tržnice brez garaž na območju med nekdanjim samostanom in mestnim ozidjem v eni sami kletni etaži, ki ne bo posegala v vodostaj talnice in arheološke dediščine. To območje ni bilo nikoli pozidano in ne vpliva na arheološke ostanke. Prosila so za prostitev, kar je naročila tudi naša sedanja predsedništva ministrstvu, a do danes ni nikakršnega odziva. Tu ne gre za popolno uničenje arheološke dediščine, zadnjega ohranjenega območja srednjeveške Ljubljane, pač pa tudi za uničenje delovanja tržnice. Vse od leta 2007 župan ne pojasni, zakaj ga ne zanima predlagan projekt garaž pod Grajskim hribom po zgledu Salzburga v Avstriji, kjer je bila cena parkirnega mesta ob izgradnji 17.500 evrov v primerjavi s Kongresnim trgom z zadnjo znano ceno 35.000 evrov ter predvideno strokovno oceno parkirnega mesta pod tržnico 100.000 evrov za garažo, ki jo ne potrebujemo občani in ne prodajalci tržnice. Moja želja je, da bi si knjigo Izgubljena Ljubljana prečital gospod župan Janković, kakor tudi inštitucije, ki delujejo pod njegovim diktatom, to je Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana in Mestni muzej in galerije Ljubljana s svojimi arheologi, ki so po nepotrebnem uničili koliščarsko naselbino na Špici, dediščino rimske Emone, v zadnjih 20 letih pa niso predlagali niti ene same zaščite arheoloških ostankov v Ljubljani, kot to zahtevajo konvencije ICOMOS-a, ICROM-a in UNESCO, ki jih je ratificirala Republika Slovenije. Hvala za pozornost. Hvala Milanu Zdravku Kovaču za ta, bi rekla, zelo temeljit, ne samo pregled vsebine knjige, predvsem tudi razloge, zakaj je tovrstne knjige treba izdajati, opozarjati na izgubljanje in izginjanje naše kulturne dediščine, na njeno uničevanje v mestnih središčih. Zagotovo Ljubljana pri tem ni nekaj posebnega in izjema in bi si podobne
knjige bile potrebne tudi v Mariboru, Kranju in drugih krajih. Danes bo sledila temeljitejša predstavitev te knjige in pogovor urednice Zarike Snoj-Vrbovšek z avtorjem knjige Milanom Zdravkom Kovačem, danes v okviru cikla Matica pod zvezdami ob 18. uri, tu v naši matični dvorani. Vseeno pa bi zaprosila, glede na to, kar smo tudi slišali, še za vaš odgovor glede seveda novega slikovnega gradiva, kako se je zdaj to reševalo, kako ste zadovoljni z novimi rešitvami. Ja, žal, midva s Petrom sva vedno sodelovala zelo tesno skupaj. Kadar se je pojavila problematika, sva jo prediskutirala, jaz sem napisal članek, Peter je ilustriral, kar sva se pogovarjala. V vsaki ilustraciji Petra je tudi v mene in v vsakem članku je del Petra. A žal, to je nerazumljivo, da se Petrovi načrti in skice in risbe ne publicirajo, je mene zelo hudo prizadelo. In s težkim srcem sem sodeloval pri tem, da je nov ilustrator izdelal potrebne skice za razumevanje najine knjige. Zame pa je ta knjiga še vedno skupna last. Hvala lepa. Hvala tudi vam, več o vsem skupaj, pa seveda, kot sem že napovedala, zvečer ob 18. uri tukaj na Slovenski matici, ko bomo lahko seveda bolj podrobno slišali tudi o predlaganih rešitvah, kar je še posebna dragocenost te knjige, da torej ni in ne temelji zgolj na kritiki obstoječih rešitev ali realiziranih rešitev, ampak predvsem na tem, da podaja izjemne, tudi strokovno priznane predloge, ki bi lahko doprinesli precej bolj prijazni Ljubljani in prestolnici Slovenije. Zdaj pa se oziramo k naši zbirki Odstiranja in sicer je v tej zbirki kot zadnji zvezek najnovejši išla znanstvena monografija, večavtorska znanstvena monografija Bruno Hartmann in njegovo kulturno poslanstvo. Naj pri tem poudarim, da je bil dr. Bruno Hartmann dolgoletni član Slovenske matice, tudi član njenega odbora in da je pomembno prispeval prisotnosti tudi kulturno-zgodovinskih tem in tudi tem, ki se dotikajo mesta Maribora v matičini knjižni produkciji. Tako je tu pri nas izdal svoje znamenito delo o celjskih grofih v slovenski dramatiki. Seveda pa je njegovo delo veliko širše, njegovo poslanstvo je bilo izjemno, od dela na področju bibliotekarstva, kulturne zgodovine Maribora, literarno-zgodovinskih razprav, predvsem pa tudi dolgoletnega dela v gledališču kot ravnatelja, kot dramaturga in hkrati seveda tudi kot prevajalca številnih dramskih, pa tudi leposlovnih besedil. O vsem tem govorijo avtorji, ki so sodelovali pri pripravi te monografije. Seveda pa je ne bi bilo brez našega že omenjenega bivšega predsednika dr. Aleša Gabriča, ki je zasnoval zbirko Odstiranja, in pa urednice tokratne knjige, doktorice Vlaste Stavbar, ki jo prav lepo pozdravljam in ji predajam besedo. Torej, spoštovani, leta 2024, leto 2024 je bilo pravzaprav zaznamovala stoletnica rojstva dr. Bruna Hartmanna, ki je danes že bilo omenjeno, bil je zaslužni član Slovenske matice in dolgoletni ravnatelj Univerzitetne knjižnice Maribor.
V tem jubileju smo pravzaprav združili moči, torej Slovenska matica in Odsvetna knjižnica Maribor. Bil je pripravljen simpozij, katerega, bom rekla, plod je pa tale znanstvena monografija, ki jo danes predstavljamo. Pravzaprav ta monografija prinaša prvi celovit pregled njegovega življenja in dela. Bil je, kot je bilo danes že omenjeno, literarni in gledališki zgodovinar, bibliotekar, dramaturg, prevajalec in, kot ga poznamo Mariborčani, neumorjen raziskovalec kulturne preteklosti. Kot je bilo že povedano, gre za biografijo ali pa za pregled njegovega dela in življenja, ki ga je strnilo 9 avtorjev. In v tej knjigi se zrcali pravzaprav Hartmanova vsestranskost in širina. Zato bom izpostavila nekatere ključne vsebinske poudarke monografije, ki so na nek način tudi stebri njegovega delovanja. Prav gotovo je tu Celje, torej od mladosti do celjskih grofov, namreč Hartmanove korenine segajo v Celje. Knjiga razkriva, kako mu je celjska gimnazija izoblikovala literarno zavest, ki je kasneje kronal z monumentalnim delom o celjskih grofih v slovenski dramatiki. In kot dramaturg in režiser je pomembno oblikoval tudi slovensko ljudsko gledališče v Celju. Potem taka tematska skupina je torej že omenjeno, torej gledališče in literatura. Avtorji, kar nekaj jih je, ki osvetljujejo njegov bogat dramaturški opus tako v Mariboru in Celju, ter njegovo raznoliko literarno delo, tako od znanstvenih študij o celjskih grofih, pa vse do prevodov in tudi urednikovanja v številnih revijah. Posebno mesto ima tudi njegovo prevajalsko delo. Hartman je namreč s prevajanjem proze in dramski del v slovenski prostor prinašal svetovno literaturo. Monografija tako prvič sistematično analizira to raznovrstnost, kjer se pravzaprav zrcali tudi Hartmanova filološka natančnost in globoko razumevanje jezika. Posebno mesto ima seveda tudi Slovenska matica, namreč posebno poglavje je posvečeno njegovemu delovanju v tej najstarejši kulturni ustanovi, kjer je vodil tudi založniški svet in oblikoval na nek način slovensko znanstveno misel. Ker sem sama tudi bibliotekarka in zgodovinarka, bom posebej izpostavila seveda tudi njegovo delo na področju bibliotekarstva. Gre pravzaprav za vizionarstvo, kot ga imenujemo v Mariboru, namreč kot dolgoletni ravnatelj, takrat ravnatelj Odsvetne knjižnice Maribor, je bil tudi idejni oče nove sodobne knjižnične stavbe, ki je bila leta 1988 tudi odprta. Tako monografija dokumentira simbolno selitev te nove prostore, tako imenovano živo verigo. Verjetno se kar vsi spomnimo, kako so prebivalci Maribora prenašali knjige, dejanje, ki pravzaprav na nek način ponazarja tudi Hartmanovo povezanost z mestom in kulturo. Ta živa veriga pravzaprav še danes ostaja v zavesti Mariborčanov. Poglavje oziroma Hartmanovo delovanje strne prispevek o kulturni zgodovini, namreč Hartman je bil avtor več kot 50 kulturno-zgodovinskih študij, ki prav gotovo prispevajo k raziskovanju tako mariborske in tudi slovenske preteklosti. Mogoče še nekaj poudarkov, zakaj je ta monografija pomembna. Tudi zavoljo tega, ker so raziskovalci na podlagi tudi njegove osebne zapuščine, ki jo hrani naša knjižnica, razkrili nova spoznanja o njegovi osebnosti in slikovni širini. Omenila sem, da so prispevkov prispevalo 9 avtorjev, gre za raznolikost avtorjev po profilih, ki v tej monografiji, v bistvu s tem, ko smo izbrali, oziroma tukaj izbrana, bom rekla, prispevki različnih avtorjev, s tem se kaže tudi raznolikost Hartmanove vsestranskosti. Namreč gre za različna področja, kjer je Hartman deloval. Bruna Hartmana torej ta knjiga ne kaže samo kot strokovnjaka, temveč kot človeka z izjemnim kulturnim poslanstvom. Prav tako pa ta monografija ni samo poklon Hartmanu, marveč dragocen vir za razumevanje slovenske kulturne zgodovine 20. stoletja. Zato vas pravzaprav vabimo k branju, namreč, da na nek način spoznamo tudi človeka, ki je svojo vizijo in dejavnosti pustil pečatek v Mariboru, pa tudi v celotni slovenskem kulturnem prostoru. Hvala. Hvala lepa tudi vam.
In omenili ste že zapuščino, ki jo hrani Univerzitetna knjižnica Maribor. Sami ste tudi prispevali oziroma pripravili v preteklosti 2 bibliografiji, obsežni strnjeni bibliografiji njegovega dela. Kaj in v čem pa je tale monografija prinaša novega, še neodkritega, namreč sami ste velika poznavalka Hartmanovega dela, pa seveda tudi vi na nek način z njim povezani v bibliotekarstvu. Ja, knjiga je dragocena zavoljo tega, ker na enem mestu predstavlja Hartmana z različnih področij. To, kar sem že pomenjala, ta njegova zapuščina, ki je pri nas v knjižnici, je pa še nudi kar veliko možnosti za raziskovalno delo, namreč zlasti z njegovega prevajalskega področja. Namreč Hartman je že za čas svojega, bom rekla, življenja veliko stvari kot arhiv prinašal v našo hišo in jih hranil tako, ne samo tisto, kar je bilo povezano z bibliotekarskim delom, ampak tudi vse tisto, kar je pač delal še zraven ali pa istočasno. Tako da zlasti ta njegov gledališki opus, mislim, da je še potrebnega, to vi dobro veste, in tako prevajalskega dela, številni prevodi, ki nikoli niso seveda bili objavljeni, so v tej zapuščini. Seveda dragoceni so vsi tisti zapisi, namreč veliko sodeloval tudi pri raziskovanju in objavljanju različnih bibliografij številnih Slovencev. Tudi tu so dragoceni podatki, ki jih lahko pač različni raziskovalci vidijo. Gre res za obširno zapuščino, ki obsega veliko škatel. Naredili smo, bom rekla, ta prvi popis, sama zapuščina pa še seveda čaka na nadaljnjo obravnavo. Pomembnost je ta vsestranskost Bruna Hartmana in tudi to, mogoče manjkrat izpostavljeno, da je pač v tistem danem trenutku, ko je v mestu se kazala ta potreba po novi knjižnični stavbi z številnimi pogledi od zunaj, namreč veliko je potoval naokoli in v bistvu vse te dobre prakse prinesel, ker namreč Maribor se takrat je lahko ponašal za eno najsodobnejših evropskih knjižnic, tudi z, bom rekla, z bogato zgodovino, ki jo je sama knjižnica imela več stoletno, jo je nadgradil pravzaprav z to novo sodobno knjižnično stavbo. In seveda ne samo stavbo, tudi s tehnologijo, tudi bil je zelo velik zagovornik računalništva, tehnike in je vse te stvari z veseljem prinašal v knjižnico, tako da so se morali, kolegice starejše so vedno razlagale, da je vedno nekaj prinesel in so se vedno morali na novo učiti nekih novih stvari. Tako da ta, bom rekla, njegova radovednost se kaže tudi v teh stvarih. Hvala lepa in prav je, da smo tudi mi pokazali svojo radovednost do njegovega res še precej neraziskanega gledališkega opusa in seveda tudi nekaterih drugih njegovih del. Organiziral tudi številne literarne večere in podobno v Mariboru, tako da ta zapuščina je res imenitna in vabi, upam, da tudi s pomočjo te znanstvene monografije k nadaljnjemu raziskovanju in odkrivanju. Za zaključek pa bi predstavili še delo, ki je v resnici šlo čisto nazadnje, torej v drugi polovici aprila. In to so izbrana dela Marka Glaserja. Namreč Slovenska matica sodeluje z Glaserjevim festivalom že od same ustanovitve, od njegovega začetka. Letos je potekal 5. Glaserjev festival. Ti festivali potekajo v Malečniku, vedno pa imajo torej tudi nekakšen odziv tukaj pri nas na Slovenski matici. In ta odziv je še prav posebej imeniten, ker je vedno posvečen najmlajši generaciji oziroma osnovnošolcem. Slovenska matica namreč v okviru Glaserjevega festivala razpisuje vedno kakšno literarno temo, knjigami propoveduje, pesmi na temo oziroma literarna dela na temo Moja domovina Slovenija. Letos pa je potekal prav natečaj na temo Znane osebnosti mojega kraja. In 24. aprila so se tukaj s svojimi spisi
in predstavili torej osnovnošolci iz vse Slovenije, ki so bili nagrajeni iz različnih, iz 3 triad. Predvsem pa smo letos zelo veseli, da so prišli in prejeli nagrade tudi Slovenci iz Trsta, tako da dobiva ta naš natečaj vsako leto vedno večji odmev. In ker smo seveda se odločili skupaj z organizatorji, glavnim organizatorjem festivala, to je župnija Sveti Peter pri Mariboru iz Malečnika in ne bi rekla vodjem tega festivala, docentom dr. Sebastianom Valentanom, da bomo natečaj posvetili znanim osebnostim krajev različnih po Sloveniji, je moral tudi festival sam pripraviti, torej predstavitev tiste znane osebnosti, po kateri se pravzaprav imenuje. To je Marko Glaser, ki je bil ekonom Antona Martina Slomška, dolgoletni župnik, torej upravitelj župnije Sveti Peter iz Malečnika pri Mariboru. In je bil tisti, ki je najbolj zaslužen za organizacijski prenos škofije v Maribor. Tako da je njegovo delo prav posebej zanimivo. Poskušali smo v teh izbranih delih nekako njegov opus, ki seveda ni do konca raziskan, organizirati v 3 sklope. Prvi sklop je posvečen njegovim pridigam. Doktorica Fanika Vrečko-Krajnc se je posvetila Glaserjevim pridigom, ki so ohranjene večinoma v Nadškofijskem arhivu Maribor, pa tudi v Pokrajinskem arhivu Maribor. Jih je posodobila in seveda k temu napisala tudi zelo zanimivo spremno besedo ali celo razpravo, bi lahko rekli, ki primerjalno pokaže vsebino pridig Glaserja v primerjavi s Slomškom, kadar obravnavata podobne teme ali odlomke iz Svetega pisma. In kaj se odkrije pri tej njeni zanimivi analizi, da če je Slomšek, recimo, metaforo kvasa ali kaj podobnega, nekako zelo moralistično ali etično začinil, torej tudi z negativnimi primeri človeškega greha, je bil Glaser vedno tisti, ki pa je poskušal ljudem dajati upanje in na tak način seveda govori o tem, kako se lahko človek predvsem izboljša. To je ena tak zanimiv drobec iz njene primerjalne analize in iz tega prvega sklopa Glaserjeve zapuščine, torej njegovih pridig. Drugi del obsega pesmi, vendarle pa je teh pesmi sorazmerno malo. Dejansko so odkrite samo doslej 4 njegove izvirne pesmi in 2, ki se mu pripisujeta. Te pesmi sem kot urednica celotne knjige tudi posodobila. Glede na to, da pa je seveda opus sorazmerno majhen, ne moremo nekako na tako majhnem opusu razviti neke zelo izčrpne literarno-zgodovinske razprave o tem, kakšna je seveda vrednost Glaserja v njegovi poeziji. Vsekakor lahko označimo, da je ta poezija izrazito priložnostna, posvečena seveda zvonovom, ki so jih takrat v Malečniku na novo postavili in podobno. Tretji sklop pa obsega njegovo korespondenco. Ta sklop je pripravila magistra Lilijana Urlep iz Nadškofijskega arhiva Maribor. Prav magistra Urlepova je tudi največja poznavalka Glaserjeve zapuščine. Pripravila je že vrsto razstav o njem, zdaj pa je, glede na to, da je bila ta korespondenca večinoma v nemščini, ta njegova pisma prevedla, jih seveda tudi prav tako delno jezikovno posodobila.
Hkrati pa je njegovo korespondenco razdelila v več sklopov, privatne pisma, ki si jih je dopisoval s svojim očetom. Potem v najobsežnejši sklop, to je korespondenca povezana s prenosom škofijskega sedeža. Potem pa seveda tudi korespondenco, ki se navezuje na upravljanje župnije svetega Petra Malečnik pri Mariboru. No, magistra Liljana Urlep pa je pripravila zares obsežno razpravo k tej knjigi, v kateri izvemo tako rekoč zelo veliko zanimivosti o življenju Marka Glazerja, njegovi družini, tej znameniti Glazerjevi družini iz Smolnika pri Rušah in seveda zlasti o njegovem odnosu do škofa Antona Martina Slomška, pa tudi o njegovi zapuščini v obeh glavnih osrednjih mariborskih arhivih. To je nekakšen poklon eni od osebnosti, ki si vsekakor zasluži knjižno objavo, pa doslej v slovenskem prostoru tako rekoč bila skorajda neznana oziroma vse manj znana. In izrazita zahvala gre seveda docentu, doktorju Sebastjanu Valentanu, ki zdaj upravlja župnijo svetega Petra iz Malečnika pri Mariboru, da je oživil osebnost, delo, življenje Marka Glazerja, tudi sam kraj, obnovil kulturno dediščino. Tu pa je primer odlične obnove in skrbne obnove kulturne dediščine. Vzpostavil zelo zanimivo galerijo v samem župnišču. Tudi slik, ki so nastajale v času Marka Glazerja. In skratka zelo intenzivno skrbi za ohranjanje tistih korenin slovenstva, iz katerih seveda so črpali tudi prihodnji rodovi zlasti na Štajerskem. Toliko seveda tudi glede predstavitve te knjige. Če je knjiga Bruno Hartmann in njegovo kulturno poslanstvo bila podprta strani Javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost, za kar se jim tu zahvaljujemo, in predvsem seveda tudi s sredstvi Univerzitetne knjižnice Maribor, ki je bila soizdajateljica te knjige, pa smo izbrana dela Marka Glazerja pripravili skupaj z sozaložnico, torej z župnijo svetega Petra Malečnik, svetega Petra pri Mariboru iz Malečnika. Tako da tovrstna sodelovanja so vedno zelo dragocena in verjamem, da bomo s štajerskimi ustanovami, društvi in drugimi našli tudi nove in nove priložnosti za sodelovanje in tako tudi tukaj v Matici odkrivali te kulturne prostore in čase. Skratka, toliko glede predstavitve, zdaj pa smo seveda vsi, sem prepričana, tudi pripravljeni odgovoriti na kakšno vprašanje iz publike. Izvolite. Očitno smo bili zelo izčrpni. Arhitekta sprašujem, kakšni so njegovi žuri tam v Egiptu pa na Kitajskem, kaj so to za ne poslopja? Ja, jaz sem prišel v Egipt prvič 63. leta, sem pripravljal diplomo za Abu Simbel in je bilo takrat potovanje po Egiptu in Sudanu. In to je name napravilo velik vtis. In sem potem nadaljeval študij v Stockholmu in sem dobil potem tudi švedsko štipendijo za študij v Rimu, ICROMu, pol leta. In potem
sem delal kar precej časa kot arhitekt na Bližnjem vzhodu. 79. leta pa sem se srečal s Keopsovo ladjo in propadanjem ladje. In takrat sem napravil projekt za zaščito Keopsove ladje, ki je bil dobil sem sponsorja World Ship Trans v Londonu. In vsa stvar bi naj stekla za novim muzejem, je pa prišla nesreča z umorom prezidenta Sadata. Njegov naslednik je pa rekel, da noče z bivšim kolonizatorjem ničesar. In tako je propadel projekt, ampak istočasno so se mi pa odprla vrata za zaščito kraljevih grobnic in grobnic velikašov. In to sem delal do 79. leta. Potem sem delal v Italiji za kraljev švedski fond, ker je bil stari oče in bivši kralj švedske arheolog. In je kopal v Etruriji in zdaj je bilo treba te grobnice zaščititi. Potem sem izdelal prototip zaščite, ki ga je prevzela Eureka v svoj program. Bilo je dosti publikacij in dobil sem pismo iz Pekinga, da bi bilo dobro, če obiščem Kitajsko in predstavim svoj projekt. To je bilo 91. leta. In to delo na Kitajskem je trajalo vse do COVID virusa. Na različnih projektih, pravzaprav skoraj vseh glavnih kitajskih cesarskih dinastij. Potem sem še malo predno je začela Svobodna Slovenija, sem napravil projekt Higije v Dobrni. Takrat smo bil največji uspeh, ker smo prekrstili dependanso Beograd, ki je popolnoma uničila prejšnji dvorec. Smo rekonstruirali Higijo in jo imenovali nazaj po prejšnjem imenu zdraviliška dependansa Higija. To je bil preimenovanje, je bil zame veliko veselje. Potem sem tukaj tudi delal, ampak v Sloveniji sem bil kar precej razočaran. Delo je bilo v Legnu, zaščita arheologije tam, ki je bilo še danes lepo deluje. Potem v Črnomlju, pastoralni center, zaščito robovega vodnjaka v Ljubljani pred predstavitvijo, in to je bil namen, da se isti sistem ohrani tudi za Kopjo, ki je že ranjena po teh nekaj letih zaradi kislega dežja. Ampak se zato zdaj nihče še ne zmeni. In pa seveda razna razočaranja, kot je kranjsko obzidje, kjer je potekala proizvodnja mlinskih kamnov, nekaj neverjetnega za evropski prostor. In kar je najhujše zame, je uničevanje, ki ga gledam že desetletja, šempetrske rimske nekropole, pravzaprav najvažnejšega slovenskega arheološkega spomenika, razen Orfejevega spomenika na Ptuju, ki pa je uničen s restauratorskim posegom. Šempeter je pa začetek mojega kontakta z arheologijo. Jaz sem kot dijak delal tam 63. pa 64. leta pod vodstvom profesor Klemenca pa vseh tedanjih študentov arheologije, ki jih danes ni več, Petra, Petruja in drugih. In to je bil tudi začetek moje želje za to, kar sem delal potem. V glavnem celo svoje življenje. Hvala lepa. Hvala. Še kakšno vprašanje?
Moje ime je Marko Mitja Feguš. Jaz imam pravzaprav dve zahvali, ne vprašanje. Prvo zahvalo ljubljanskemu županu dr. Ruplu v njegovem času, ki je bil izredno turbulenten, saj je šlo za umanjkanje predpisov na področju okolja in prostora, je dr. Rupel v njegovem mandatu je prišlo do zaščite podtalnice Ljubljanskega polja, tako imenovanega kompleksa Savle Kleče, kjer se pa danes dogajajo, bi rekel, zelo čudne stvari z, bi rekel, tako imenovanim kanalom C0. Župan Rupel Ljubljanski je v tistem času bil zelo naklonjen raziskavam, med drugimi tudi raziskavi podtalnice Ljubljanskega barja, tako da so veliko v okviru možnosti, ki jih je imela takratna Ljubljana, ki je bila mesto združeno petih občin, je bilo izredno težko, tako da županu dr. Ruplu zahvala za njegovo delo v tistem času, v katerem je bil pač župan. Druga zahvala je pa gospe, ki je monografijo Bruna Hartmana izdelala, namreč Bruno Hartman je bil osebni, moj oče je bil njegov osebni prijatelj in so se vsak petek pri njem zbirali Manica Špendal, Žerjav in druščina. To je bil krasen dan, ker so mene napodili takrat v kino. Bil sem pa enkrat, ko se ti mu reče, za ušesa, ker nadimek je imel Floki in jaz sem ga imenoval Floki, moji mami pa to nikakor ni bilo po všeči. Hvala lepa, se zahvaljujem, sem ga dobro poznal, mi je tudi omogočil, da sem z sinkolitom štrihal v gledališču tele scene, tako da sem se izvežbal tudi na tem področju. Povedal bi še, da je bil brat Bruna Hartmana arhitekt, zato je tudi veliko uspešno sodelovanje med Komuno projektom, njegovim bratom in podobno knjižnico, kot je ta v Gracu, tako da mogoče bomo morali arhitekti enkrat tudi raziskati, kaj se dogaja z knjižnicami. Najhujša zadeva ta hip pa je, pod udarom je Kvarjeva knjižnica, frančiškanska knjižnica iz leta 1734, ki je že poškodovala. Pravzaprav so to edine freske, ki nikoli niso bile restaurirane, zato so perfektne, je pa cela stavba bila načeta ob priliki spuščanja sider iz tega jeklenega mosta. Samo semenišče je v težki situaciji, imamo pa zelo lepo dokumentacijo, ki so jo frančiškani zdajle z prevodom Maverja Fajdige iz, to se pravi, iz rokopisne latinščine spravili digitalno latinščino in potem tisti, ki znamo latinsko, to tudi lahko prebiramo. O frančiškanih v Ljubljani je pa tudi precej napisano v tej knjigi od mojega Milana, če tako lahko povem za konec. Hvala lepa za sprejetje zahvale. Hvala lepa tudi za to intervencijo. Mislim, da smo bili kar izčrpni. Bi morda želeli dr. Gabrič še vi kaj dodati? Ne, potem pa v tem primeru zaključujemo današnjo novinarsko konferenco in vse prav lepo pozdravljamo in vabimo na naš dogodek še danes večer. Hvala.